Nosečnost, porod, novorojenček in potem dojenček. V očeh mnogih najlepše obdobje v življenju, ki pa zna biti kar težko. Vsekakor pa velika prelomnica. Kako se dobro opremiti, pripraviti, da bi to obdobje ženske čim lažje prebrodile in da bi bilo to tudi v resnici lepo obdobje? Na koga se obrniti, ko ne gre? Kako naj se ženska, ki želi dojiti, pripravi, da bo dojenje steklo? In kakšna mati je, če ne želi dojiti? O tem bomo danes govorili z doktorico Zalko Dreglin z Centra za proučevanje razvoja zdravja Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Lepo pozdravljeni. Prav lepo pozdravljeni. Doktorica Dreglin, za začetek ponoviva. Zakaj je dojenje tako koristno za dojenčka kot tudi za mamo? Danes vemo, da je materino mleko najboljša hrana za dojenčke. In samo dojenje je najbolj naraven način prehranjevanja, ki omogoča, da otrok dobro raste in se razvija. Žensko mleko ima neko neverjetno lastnost. Prilagaja se posameznemu otroku in obdobju, v katerem je. In da poudarimo, dojenje ni samo hranjenje otroka, v dojenčku zbudi veliko pozitivnih občutkov, ugodja, zanj ga predstavlja bližino in mu daje občutek varnosti. Poznamo tudi dolgoročne učinke dojenja za zdravje ženske. Vemo, da znižuje tveganje za raka na prsih in jajčnikih, znižuje tveganje za povišan krvni tlak in če ženska želi dojiti in če dojenje teče brez večjih težav, to krepi njeno duševno zdravje, počuti se bolj gotova in se dobro povezuje z otrokom. Vemo pa tudi, da ima dojenje dobre učinke na zdravje otrok. Dokazano je, da pomaga pri obrambi pred okužbami, znižuje hujše driske, torej pojavnost takih drisk, tudi tveganja za pojav bolezni dihal in vnetja srednjega ušesa je manjše, preprečuje karies in nasploh omogoča en tak skladen telesni razvoj, razporeditev zobovja. In da ne pozabimo, ker je otrok v takem telesnem stiku, pogostem telesnem stiku z materjo in z njo v neposrednem očesnem stiku, prispeva k temu, da prinaša to ene psihične pa razvojne prednosti za otroka. Kakšna so pa v resnici priporočila? Kako pogosto naj mama doji? Je tukaj priporočljiv urnik dojenja? Recimo meni so rekli, doji na 3 ure, mislim, da in dokdaj naj bo to izključno dojenje? Svetovna zdravstvena organizacija in UNICEF priporočata, da mamica pristavi svojega novorojenčka k prsim takoj, ko ga rodi. Torej, v kakšni uri po porodu bi bilo najboljše, s tem, da lahko upoštevamo otrokov fiziološki ritem, kar pomeni, da bo potem, ko se rodi in bo v njenem naročju, v stiku z njeno golo kožo, počasi poiskal njeno dojko, se odločil za eno in se prisesal. In to se ponavadi zgodi v 1 uri do 1 uri in pol po rojstvu, sploh če gre za fiziološki porod. Potem pa spodbujamo mamo, da svojega otroka podoji, kadarkoli otrok pokaže zgodne znake lakote. To pomeni, da tako izteguje jeziček, cmoka, išče dojko in ne čaka do takrat, ko otrok že joka in je že čisto vznemirjen. Otroka naj mama doji do dopolnjenega 6. meseca. Izključno doji. Kaj to pomeni? To pomeni, da mu ne dodaja nobene druge tekočine. Otrok ne potrebuje vode, čaja ali pa česa podobnega. In potem, po zaključenem 6. mesecu, naj pa starša začenjata otroku ponujati tako pestro, mešano prehrano. In mama naj pa še naprej doji. In tukaj ni nobene časovne omejitve, dokdaj bi bilo otroka dobro odstaviti. Mi rečemo, gledajte, če vam je v redu, pa če se otrok rad doji, nadaljujte z dojenjem lahko tudi do 2 let. Otroka pristavljamo k prsim vedno, kadar pokaže znake, da bi se rad dojil in ga ne hranimo po kakšni časovni shemi. Tako najlepše napreduje in tako najlepše raste.
Kaj pa lahko ženska sama naredi, da začne dojiti? A se lahko na to pripravi že v nosečnosti in kako? Mislim, da je zelo dobro, da se ženska informira o tem, kaj pomeni laktacija, kako dojenje dobro steče in kaj narediti za to, da bi lahko preprosto dojila svojega otroka. Dobro je, da pozna tudi kakšne pogoste težave in kako se jih rešuje. Zato imamo v Sloveniji dobro možnost, ženskam priporočamo, da se skupaj s svojim partnerjem udeleži priprave na porod in starševstvo, kjer je ta tema vključena. Zagotovo je pa nekaj pomembnega, na kar lahko ženska misli že v nosečnosti, torej bolj ko fiziološko, naravno porod poteka, lažje bo svojega otroka pristavila takoj po rojstvu, ker bo tudi on pripravljen na dojenje in lažje bo dojenje in laktacija bosta oba stekla po porodu. Tako da porod, ki poteka spontano, pri katerem ne uporabljamo zdravil, je najboljša vstopnica za gladko dojenje. Zelo pomembno je tudi, da ženska morda dobi že kje kakšne izkušnje s tem, kako pa je videti dojenje, da ve, da bo otrok kot novorojenček mogoče želel pri prsih sesati 8-krat ali pa 12-krat v enem dnevu. Da je čisto normalno, da se otrok hrani po noči in da je na to pripravljen tudi njen partner, torej oče tega otroka. In da razumeta, da se nekaj časa družinsko življenje usmerja na potrebe otroka, ki so v resnici v začetku zelo preproste. Biti na toplem, na varnem in biti nahranjen in previt in čist. Ob tem bi jaz opozorila, da v bistvu ženske lahko začnejo laktirati še pred samim porodom. Ne? Na to jaz tega v bistvu sploh nisem vedela, ko sem bila prvič noseča in sem enkrat, ko sem se preoblačila, šokirana obstala, kaj je pa zdaj to. Ne? Takoj, ko ženska zanosi, se v njenem telesu začenjajo dogajati neverjetne spremembe. V tako rekoč vseh organskih sistemih, od hormonskih sprememb do sprememb, naprimer samo pomisliva na maternico, ki se poveča od velikosti recimo hruške do 1 kilograma velikega ali pa težkega organa. In seveda te spremembe so povezane tudi s spremembami prsi in v prsih že začenja takrat se pripravljati prvo žensko mleko, tako da nekatere ženske proti koncu nosečnosti že opazijo, da se pojavlja tak rumenkast izcedek iz prsi. To bo kolostrum, prvo žensko mleko, ki je izjemno hranljivo in predstavlja, da v temu reči, prav en tak neverjeten imunski pospeševalec pri otroku. Boost. Boost, če uporabljamo to lepo angleško besedo. Da pa še poveva, to mleko, ki je v začetku taka precej gosta tekočina, se potem počasi spreminja v zrelo žensko mleko, tam recimo do 10. dne, in postane tako mlečno prozorne barve in kakšne ženske začnejo napačno misliti, da je pa zdaj njihovo mleko postalo vodeno. Ne, mleko je čisto primerno tistemu trenutku razvoja, v katerem je vaš otrok. Ne, ženske ne skrbi videz mleka. Prej ste omenili nujnost oziroma pa pomen podpore partnerja oziroma očeta. Ne? In pa tudi, recimo jaz bi rekla, tudi družine in okolice pri podpori dojenju. Kakšna je ta vloga? Kaj vse lahko recimo predvsem partner naredi, da bo dojenje steklo tako, kakor bi si želeli? Tudi za partnerja bi bilo dobro, da ima neke osnovne informacije, kako dojenje sploh poteka, to, da je ponudba mleka povezana s povpraševanjem, kot radi rečemo, da večkrat, ko se bo otrok prisesal na materine prsi, več mleka bo nastalo, da je pogosto dojenje v začetku čisto normalno. In
tudi morda, da pozna kakšne osnovne težave in kako pomagati pri osnovnih težavah, tako da boste skupaj v tem s svojo partnerko. Največ pa, kar lahko oče naredi, pa je, da je materi v podporo in da skrbi zanjo. Tako da bo ona lahko dobro dojila svojega oziroma njunega otroka. Kaj to pomeni? Da čisto konkretno, ko ona že 10. v tistem dnevu pristavi otroka, ji poravna blazine, da je udobno, prinese kozarec vode, izmasira podplate, da on poskrbi za druga številna opravila, ki so povezana z nego novorojenčka in dojenčka. Res je, oče ne more dojiti. Lahko pa otroka previje, mu pomaga, da podre kupček, ga okopa, zmasira, se z njim pogovarja, ga tolaži, crklja. Vse to zna oče ravno tako dobro kot mama. Vsi se tega učimo. Ko imamo prvega otroka, smo še začetnice in začetniki. Kasneje nam gre pa vedno bolje. In v bistvu s tem tudi oče vzpostavi neko vez z otrokom, ne? Kar morda danes ne, ampak včasih se mi zdi, da je bilo manj prisotno, no? To tkanje neke vezi med očetom pa otrokom že v prvih dneh po rojstvu. Ne? So očetje, ali je pa to vsaj moj občutek, da so očetje prišli kasneje na vrsto, pod narekovaji. Ja, danes vemo, kako je za vse družinske člane dobrodejno, če se oče aktivno vključuje že v nosečnosti, če je mogoče, pa tudi seveda takoj po rojstvu otroka, zato da bi vsak izmed njih vzpostavil eno posebno vez. Med partnerjema je že, pa se morda spreminja, ker naše partnerstvo v takem obdobju doživlja velike spremembe, hkrati pa vsak odrasli prispeva nekaj drugega v tem odnosu z otrokom in je to otroku v dragoceno spodbudo. Zato tudi spodbujamo, da je oče navzoč pri porodu, ker je lahko v dveh vlogah. Hkrati je opora partnerki, ponavadi je to njen najbližji človek, obenem se pa rojeva njegov otrok, njegova partnerka torej rojeva nekoga, ki je, upajmo, najboljšem možnem scenariju nastal iz njune tesne povezanosti. In je ta prehod v družinsko življenje, tiste prve ure po rojstvu, nekaj izjemno dragocenega, kar bi veljalo zelo spoštovati in negovati in dati prostor vsem trem. Ali pa 4, če se rojevajo dvojčki. A pa imajo danes ob porodu, po porodu to možnost prostora, časa? V slovenskih porodnišnicah, mislim. Zavzemamo se za to, da v primeru, da porod poteka brez težav, da sta mama in otrok zdrava, da takoj po porodu družina doživi ta mir, ki ga potrebuje, da se med seboj zdaj na nov način spoznavajo. Saj prej, vemo, otrok že doživlja, otrok že čustvuje svojo mamo in tudi očeta, če je v bližini nosečnice. Po tem porodu pa potrebujejo zdaj tako mirno okolje, da bodo zdaj ugotovili, kdo je ta otrok. Mama in oče svojega otroka raziskujeta. In so porodnišnice v Sloveniji, ki zares spoštujejo te prve trenutke in otroka pustijo na materi, golega otroka govorimo, pokritega z zunanje strani na materinih prsih, ne samo nekaj minut, ampak več ur. In so porodnišnice, ki tudi očetu omogočajo ta neposreden kožni stik. Če se mogoče vrniva malo dojenju. Iz svojih lastnih izkušenj bi lahko to rekla, da ko prvič dojiš, si lahko kar malo izgubljen. No? Vsaj jaz sem bila. A sploh imam mleko, a otrok zadosti pije,
zakaj ne pridobiva teže, kakor bi jo mogel. Imamo v Sloveniji zadostno strokovno pomoč ženskam, ki začenjajo dojiti, in mogoče kje so priložnosti za izboljšave? Ja, dojenje je nekaj naravnega, radi rečemo, hkrati je pa veščina, ki se jo učimo. Tako ženske kot tudi zdravstveni strokovnjaki, ki bi po tem, kar danes proučujemo, za katere bi bilo dobro, da imajo več znanja in več veščin pomoči in podpore ženskam, ki se srečujejo s kakšnimi izzivi ali pa celo večjimi težavami pri dojenju. V slovenskih porodnišnicah velja, da so novorojenčcu prijazne porodnišnice, kar pomeni, da naj bi omogočali okolje, ki bi bilo spodbudno glede dojenja. Marsikaj bi lahko še tukaj izboljšali, predvsem konkretno pomoč ženski, tako kot ste opisali, ki se prvič sreča z izzivom dojenja, kaj to sploh pomeni, da bi se nekdo resnično posvetil ženski, vprašal, kako gospa vam pa gre, če želite, lahko pogledam, kako se je otrok prisesal, lepo je, ali pa bi morda pokomentiral in predlagal nek drug položaj, ali pa na kaj naj bo ženska pozorna, in bi tako pomoč in podporo ponudil večkrat. Nekaterim ženskam dojenje gladko steče, nekatere so pa morebiti malce negotove, nimajo morda izkušenj iz svojega neposrednega okolja. In ja, kar veliko nas je takih, ki nismo bile priče dojenju, recimo svoje lastne mame, ko je imela naše bratce in sestrice, recimo. Ja, sploh ker recimo ta izkušnja pred denimo 40 leti, ko sem se jaz rodila, ženske, vsaj po mojem občutku, pa pri tem se opiram na pričevanja moje mame, pa recimo tudi drugih žensk, pa recimo moje tašče, niso toliko dojile, ker vse so rekle, nisem imela mleka. Ali lahko fiziološko doji vsaka ženska, ali je to, da v narekovajih ni imela mleka, posledica česa druga? Zelo redke so ženske, ki zaradi svojih telesnih lastnosti niso zmožne dojiti. Da poudariva za sam uvod v ta odgovor, to, ali bo ženska dojila ali ne, to je njena izbira. Nihče nima pravice posegati v njeno odločitev. So ženske, ki zaradi zdravstvenih razlogov ne smejo dojiti, in so novorojenčki, ki zaradi zdravstvenih razlogov ne morejo biti dojeni. Nekatere te, recimo ženske, ki zaradi zdravstvenih razlogov ne smejo dojiti, naj povprašajo v porodnišnici, kjer rodijo, ali je mogoče pri njih tako imenovana banka humanega mleka, da bi otrok dobival mleko druge matere, oziroma potrebujejo nasvete, kako dojenčka dobro nahraniti z mlečno formulo. Težava nasploh s tem generacijskim prenosom znanja, ki ga omenjate, je pa utemeljena na več dejavnikih. Ja, neka skepsa, ki je v določenem obdobju vladala glede zmožnosti žensk, da bi dojile svoje otroke. Tudi agresivni marketing mlečnih formul, adaptiranega mleka in morebiti ene okoliščine, ki so oteževale spontano dojenje. Torej, zato, da ženska lahko dobro doji svojega otroka, potrebuje čas, potrebuje posvetitev temu, treba reči, kar intenzivnemu delu. To je žensko delo, ki je premalo cenjeno, ki je morebiti včasih videti tako mimogrede in samoumevno. Ne. Zato, da ženska dobro doji svojega otroka, vloži svoj napor, svojo posvetitev otroku, svoj čas, in zato bi jaz na tem mestu izrazila hvaležnost ženskam v Sloveniji, ker podatki kažejo, da večina začne dojiti in da vztraja pri dojenju. Eno tako povprečje, nimamo nacionalnih podatkov, ampak eno tako povprečje, da ženske svoje otroke dojijo kakšnih
7 mesecev, številne tudi dalj. Recimo ena stvar, za katero bi si pa z intenzivnejšo podporo materam potem, ko zapustijo porodnišnico, prizadevali pa tudi, da bi bolj vztrajali pri izključnem dojenju do zaključka 6. meseca. In tukaj se lahko vrnemo na tisto vprašanje. Znanje in spretnosti zdravstvenih strokovnjakov še niso takšne, da bi ženske dobile takrat podporo in pomoč, ko jo potrebujejo. Tukaj ne moreš čakati 3 tedne, da bo nekdo na voljo. V Sloveniji se sicer ženska v oporodnem obdobju sreča s številnimi zdravstvenimi strokovnjaki. Babice imajo trenutno v uradnem izobraževalnem sistemu največ znanja o dojenju, poleg tega so pa določeni zdravstveni strokovnjaki, večinoma strokovnjakinje, ki so pa IPCLC svetovalke, sliši se tako malo težko izgovorljivo, to so pa strokovnjakinje za dojenje s posebnim specialnim znanjem, ki pa žal še niso tako neposredno na voljo takrat, ko bi jih ženska potrebovala. Tako da, če bi danes govorili o izzivu, ki je pred nami, okrepiti babiško oskrbo, babiške obiske v nosečnosti, babiško delo pri porodu in babiške obiske pri ženskah z novorojenčkom in dojenčkom v času do 1 leta starosti. Da bi bili ti pogostejši in da bi bili bolj recimo osredotočeni na dojenje ali kako? Ker danes babice ne delajo v tako imenovani patronažni službi in nekatere patronažne medicinske sestre imajo veliko znanja o dojenju, nekatere ga imajo pa premalo. Dojenje je torej nekaj, kar nedvomno velja spodbujati, ne? Ampak dotaknimo se še druge strani. Nekatere ženske pa pač ne želijo ali pa ne morejo dojiti. Ni tako samoumevno, da bo ženska želela dojiti. Tukaj se navezujem na ta mogoče tudi en pritisk družbe, ne? Da ženska mati, novo pečena mati, seveda, da boš dojila, ker moraš poskrbeti fizično za svojega otroka. Glede materinstva so bili na ženske vedno pritiski. Materinstvo je ena taka točka urejanja žensk skozi zgodovino zelo jasno razpoznano. In še posebej zdravstveni strokovnjaki se moramo zavedati, da govorimo o tem, da lahko ženske informiramo in morda omogočimo razmere, da bodo lahko svobodno se odločale o svojih lastnih telesih in o tem, kakšne matere bodo. Nikakor pa ne moremo izvajati pritiska na ženske, kako naj ravnajo v svojem materinstvu. Ne gre seveda samo za zdravstvene strokovnjake, gre za širšo okolico, ki bi se morala bolj zavedati, da ne more posegati v osebni prostor ženske. In niso na mestu vprašanja, ali dojiš, oziroma ali še vedno dojiš, ko pa je otrok že star toliko, kot bi po mnenju nekaterih bilo dojenje že za opustiti. Zaradi tega, ker jaz recimo tudi iz svojih lastnih izkušenj so bili ljudje, katerim ni nikakor mesto, so se tudi umešavali v moje življenje. Že tisti, ki so mi bili blizu, pa mi ni bilo všeč, da se umešavajo v mojo odločitev o dojenju, ne. Kaj šele tisti, ki mi niso tako blizu, ne. So bila vprašanja, a še vedno dojiš, pa saj zdaj otrok več tega ne potrebuje, saj zdaj se samo carta, ne? Saj zdaj lahko dobi pač hranila iz trde hrane, ne? Kdaj boš nehala dojiti, saj bo prej otrok shodil, pa boš ti še vedno dojila. Jaz ne vem, jaz sem oba otroka dojila, ko ste že hodila, ne. Koliko je v nas teh mitov o dojenju in pa mogoče, če predstavite tiste ključne in najpogostejše,
popolnoma zgrešena in napačna prepričanja v družbi, ki so povezana z dojenjem. Prav zaradi te odtujenosti od običajnih teh dojenskih praks, ki so bile morda 3 generacije nazaj, pa še zelo žive, se danes srečujemo z neverjetnimi, netočnimi prepričanji. Naprimer, tvoje prsi so mehke, gotovo nimaš dovolj mleka, ne? Nitko prsi niso neka posoda, kamor se nateka mleko in jih potem otrok izprazni. Nastaja mleko sproti, glede na potrebe dojenčka, torej na podlagi ponudbe in povpraševanja. Pa tudi na začetku, ko ženska rodi, so prsi trde, in se sčasoma omehčajo, Tudi to bi bilo treba verjetno tukaj pojasniti. Obstaja tako nekako en tak. Takoj po porodu je v prsih mlezivo, in tam v 3. ali morda 4. dnevu pride do tako imenovanega navala mleka. Prsi se prav povečajo, včasih celo tako otrdijo, in ženska reče, zdaj imam pa mleko. Že prej je bil otrok, je dobil tisto, kar je potreboval, in zdaj prihaja do sprememb tega mleka, o čemer sva prej govorili. In zdaj, počasi, ko se pa dojenje dokončno vzpostavi, pa prsi niso več tako napete, tako trde. In to ni noben znak, da bi bilo mleka premalo. Dobro. No, pojdiva naprej najpogostejšim mitom. Recimo, tvoje mleko je vodeno, tvoje mleko ne hrani več otroka. Mleko, kot sva rekli, se prilagaja starosti otroka, celo temu, če je otrok recimo bolan, se prilagaja sestava otrokovemu stanju. To so neverjetne ugotovitve sodobnih raziskovalcev, kaj vse človeško mleko, materino mleko omogoča, torej odgovarja otrokovim potrebam. Če omenjamo otrokovo potrebo po hranilih po 6. mesecu, takrat potrebuje že mešano prehrano, ampak mleko mu še vedno zagotavlja nekatere snovi, ki jih potrebuje za svoj razvoj, tako da dojenje po 6. mesecu ima še vedno prednosti za otroka, če se le mama in otrok tako pri tem dobro počutita. Še kakšen tak mit, recimo, da dojenje boli. Dojenje ni ženska dejavnost, ki boli. Morda v začetku ženska čuti neko ščemenje, ko pride do izcejanja mleka, morda prve dneve bradavice rahlo bolijo, ampak načeloma dojenje ne sme boleti. Torej, če žensko dojenje boli, ne prosi zdravstvenega strokovnjaka za nasvet, morda je težava v tem, kako se otrok pristavi, da bo pri dojenju tudi ona uživala in da ji bo čas ali pa obdobje dojenja v neko nagrado, da se bo takrat dobro počutila, da ji bo to prineslo pozitivne učinke. En tak mit, da se zaradi dojenja prsi povesijo. Ni res. Ženske, ki dojijo, in ženske, ki ne dojijo, pri vseh prihaja do telesnih sprememb s starostjo, in povešene dojke niso povezane z dojenjem. Kaj pa to, da je otrok čisto izpraznil dojke? Ne more tega narediti. Je drugo vzrok. Glede na vprašanje, da mama ni imela dovolj mleka in je zato nehala dojiti, ženske zato, da lahko dobro dojijo, potrebujejo marsikaj. Da imajo dostop do dobre in kakovostne prehrane, da lahko dovolj počivajo, da imajo nekaj prostega časa, da si lahko oddahnejo, da je otrok blizu njih, da nimajo pretiranih zadolžitev zunaj skrbi za otroka. Torej, ženske živimo v najrazličnejših okoliščinah in številne skrbijo še morda za koga drugega, morda za nekoga ostarelega, bolnega. Tako da za dobro dojenje je
zadolžena tudi družba, da so okoliščine v podporo doječemu paru. Sej mogoče se tukaj navežem na naslednje vprašanje. Če otrok joka, ima krče, nek mit je, da zaradi tega, ker mama je preveč zelenjave in sadja in da v bistvu je to fajn izločiti iz prehrane, ker da otroka napenja zaradi tega. Neverjetno, koliko enih prepovedi in zapovedi je povezanih s tem, kar naj uživa nosečnica ali česa naj ne uživa in podobno glede matere, ki doji. Sodobna priporočila so zelo preprosta. Ženska naj uživa pestro mešano prehrano, vključno s svežo zelenjavo, poglejte, poletje je, s svežim sadjem, zdaj zorijo številni sadeži, spodbujamo jo, da se hranite z lokalno pridelano hrano, da je hrana sveže pripravljena in uživate lahko tudi stročnice in številne druge nekoč prepovedano hrano. Kar pa bi priporočali, da izločite iz svoje prehrane, ja, seveda alkohol. Ne spite več kot 2 kavi na dan, zato ker pač bi lahko večje uživanje kave ali pa pravega čaja otroka bolj vznemirilo. In ja, ne kadite v času, ko dojite svojega otroka. Ampak to so tudi takšna priporočila. Nasploh za zdravo prehrano in skrb zase. Samo v primerih, da ima otrok hujše težave in po posvetu z zdravnikom, s pediatrom, se lahko ženski svetuje kakšno izločanje specifičnih hranil ali živil. Nikakor pa ne priporočamo, da kar na pamet ženske izločajo iz svoje prehrane živila, ki jih rade uživajo. Torej, ženske lahko uživajo mleko, če ga že itak uživajo in ga ni treba izločiti iz svoje prehrane. To, da bi zdaj recimo žganci pospeševali nastajanje mleka, ni se vam treba pretirano hraniti z žganci, če jih ne marate, če jih marate, pa jih jejte. Tako da, fajn pa je, da jeste več obrokov na dan, 3 glavne in kakšno malico vmes, da pijete po svoji želji. Včasih so svetovali, naj ženske uživajo do 3 litre tekočine na dan. Ni se vam treba nalivati s tekočino, pač vsakič, ko podojite, naj vam partner pripravi kozarec vode ali pa si ga sami pripravite. A je takšna dejansko pijača, ki pa bi dokazano spodbujala tvorbo mleka? Tukaj mislim predvsem na pivo. Je to mit? To je mit. Okay, tudi brezalkoholno pivo ne bo nič povečevalo. To je mit. Razlage tega mita so bile v tem smislu, če govoriva o pivu z alkoholom, da se ženska morda malo sprostila, in če si bolj sproščena, dojenje lažje teče. Mislim pa, da je ta mit, da ima korenine v Nemčiji, kjer so imeli dojilje in so dojilje bile v pivnici in so pile in hkrati dojile, če se prav jaz spomnim tega mita. Kako je pa z dietami? Restriktivne diete sem omenila ravno iz tega razloga, ker mnoge ženske želijo takoj po porodu shujšati na svoje prejšnjo težo. Normalno je, da se v nosečnosti teža ženske poveča. Hkrati vidijo na družbenih omrežjih ženske, ki so pred 3 tedni rodile, pa so že čisto izklesane. Kako gledate na to neko idealizacijo družbeno normiranega ženskega telesa in to takoj po porodu?
Jaz bi ženskam predlagala, da v času nosečnosti začnejo svoje telo morda gledati z drugimi očmi, kot z očmi ocenjevanja od zunaj. Glejte, kaj je vaše telo naredilo, kaj zmore. V sebi nosite novo bitje, rodili ga boste. In če potrebujemo približno 9 mesecev, da ustvarimo to bitje in potem rodimo tega otroka, dajmo reči, da približno toliko časa potrebujemo počasi in z ljubeznijo skrbeti za svoje telo, da bo spet v neki, da boste radi živeli z njim in v njem. Tako da, seveda je fajn, da smo v dobri kondiciji, tudi napori nosečnosti in poporodni napori od nas kar to zahtevajo. Bi pa svetovala, da smo prijazne in potrpežljive. Restriktivne diete ne prinesejo nič dobrega in jih odsvetujemo tudi sicer. Sploh pa po porodu jih odsvetujemo. Kar bi svetovala ženskam in moškim, ko imajo dojenčka, da dobro skrbijo zase, kolikor le čas dopušča in da naj ne pozabijo na to, da tudi oni potrebujejo kakovostno prehrano, nekaj telesne dejavnosti in če razmišljava, zakaj ne bi očka šel na sprehod z vozičkom, mama gre pa lahko na hiter sprehod, malo bolj pospešen korak, se malo poveže s seboj, z naravo in tako poskrbi za svojo kondicijo in izgubo tistih kilogramov, ki so ji odveč. Takrat, ko ženska dobro okreva po porodu in različno okrevamo po porodu, ker so porodi različno zahtevni, naj začne z lahkimi vajami, da se bo dobro počutila. Dobro, da ste tukaj omenili tudi moškega, zaradi tega, ker se mi zdi, da v nosečnosti tudi moški kdaj malo zbuhti, ko vidi svojo partnerko, kako uživa v hrani in se ji pač pridruži. Kakšne so pa težave v duševnem zdravju pri nosečnicah in materah po porodu? A imate kakšne podatke o tem, koliko nosečnic in porodnic ima v tem času težave v duševnem zdravju in pa katere so tiste, ki prevladujejo? Pričakovanje otroka in rojstvo otroka je ponavadi povezano s takimi občutki veselja, sreče, zadovoljstva, vzhičenosti. Ampak občutki in čustva v nosečnosti in po porodu so zelo kompleksni in najrazličnejši. In čisto normalno je, da se ženska in tudi moški srečujeta z občutkom kakšne izgube, recimo prejšnjega načina življenja, z nekaj strahovi, z nekaj dvomi. To vse štejemo pod normalno čustvovanje. Nekatere ženske se pa srečujejo z večjimi težavami v duševnem zdravju. Najpogostejši sta depresivnost in tesnoba. Približno vsaka 6. ženska se v tem obdobju, govorimo približno enako po porodu in v nosečnosti, srečuje s tesnobo oziroma depresijo. To se kaže v spremembah razpoloženja. Ženske so recimo bolj jokave, če govorimo v obdobju po porodu, si ne zaupajo, da so dobre mame, težje se povezujejo z otrokom ali pa so pretirano zaskrbljene za njegovo zdravje. Normalno je, da smo pozorni na to, kako se otrok počuti in sploh, kadar smo prvi starši, nas skrbi vsaka najmanjša pikica, ampak to, o čemer govorim, presega ene običajne skrbi. Ženske se morda srečujejo, če so bolj nagnjene k tesnobi, prav z napadi panike ali pa s takimi telesnimi znaki, kot je tiščanje v prsih, mravljičenje, recimo po nogah in na rokah. Tako da bi rekli, da je v določenih primerih pomembno, da smo pozorni na svoje počutje in da so tudi mogoče partnerji pozorni na to, da se pa njihova
žena, partnerka spremenila, da je pa to, kar zdaj opaža, govorimo torej o nosečnosti, pa v obdobju po porodu, je bistveno drugače, kot bi človek pričakoval. In kadar te težave, ti znaki trajajo več kot 2 tedna ali pa so občutki žalosti, celo mogoče brezupa zelo močni, potem je treba poiskati zdravstveno pomoč. Torej, ločiti moramo vseeno tukaj neko jokavost, otožnost po porodu, a je to posledica hormonov, ki nas preplavijo, in pa nekim dolgotrajnim stanjem, ki pomembno vpliva na naše življenje. Ne? Prav res. Torej, nekaj so običajne, normalne spremembe, ki jih lahko pričakujemo, zato ker smo v res enem velikem prehodnem obdobju, sploh če govorimo o prvem starševstvu. Potem je ta pojav, ki mu rečemo poporodna otožnost, ki je dokaj kratkotrajne narave, traja nekaj dni, ženske morda več jokajo, povezano. Tukaj so neka malce še ne vemo čisto natančno, ampak to se največ pripisuje hormonskim spremembam. To so ene zelo velike spremembe, ki nastanejo v zelo kratkem času v ženskem telesu. Prav res v teh dnevih po porodu. Hkrati pa tudi, zdaj imamo tukaj novo bitje, za katerega smo popolnoma odgovorni, saj tako se počutimo. Ne vemo pa še čisto dobro, ali smo tudi res primerno opremljeni, da bomo znali odgovoriti na njegove potrebe. In to nas kar lahko tako šokira, preplavi. In nekaj časa potrebujemo, da dobimo občutek, zdaj pa jaz vem, kako svojega otroka vzeti v naročje. Zdaj imam tudi že izkušnjo, da ga znam potolažiti in pridobimo neke veščine in s tem preidemo iz tega obdobja poporodne otožnosti v neko običajno stanje. Depresija ali pa tesnoba po porodu sta pa dolgotrajnejši težavi in lahko bistveno otežita življenje cele družine. Ženska težje skrbi za otroka, s tem, da poudarjamo, govorimo o tem, da za otroka skrbita oba sta starša. Težje skrbi zase, lahko nastopijo tudi potem težave v partnerskem odnosu. Vemo tudi, da en majhen odstotek moških lahko doživi tesnobo ali depresijo v porodnem obdobju, in kadar ima en partner težave v duševnem zdravju, se poveča tveganje, da jih bo imel tudi drug partner. Tako da spodbujamo svojce, da so pozorni na to, kako se ženska počuti, in ji ponudijo možnost pogovora. Včasih je že dovolj, da se ženska razbremeni, da se pogovori z nekom, ki mu lahko zaupa, da v primeru, kadar so te težave trajnejše, poišče pomoč. Obstajajo zdravstveni strokovnjaki, ki jo bodo sprejeli, lahko je to njen osebni zdravnik ali pa ginekolog, ginekologinja, patronažna medicinska sestra, in ki bodo lahko na podlagi tega, kar doživlja, tudi jo ustrezno usmerili. Včasih je koristna kakšna psihoterapija, včasih so koristna zdravila, včasih kombinacija. Za vse ženske, ne samo za tiste, ki doživljajo večje duševne stiske, pa je pomembno, da kot matere niso same svojo materinsko vlogo. To ni dobro ne zanje, ne za družbo, v kateri ti otroci rastejo. Biti oče in mama je res velika naloga. In širša družina, prijatelji, svojci so tukaj zato, da lahko ponudijo podporo, ampak tako podporo, ki jo starša želita in potrebujeta. Največkrat je to lahko zelo praktična pomoč. Da nekdo nekaj skuha, pa prinese, da nekdo zloži perilo, da morda nekdo počuva otroka, pa gresta starša morda sama na sprehod, pa se majčkeno oddahneta.
Včasih to pomeni, da ima ženska čas, da se druži s svojo prijateljsko družbo stran od otroka, ampak vedno je treba vprašati, kaj ti rabiš. Kaj ti v tem trenutku najbolj dobro, kaj ti najbolj pride prav. Včasih je to samo tako, da bi se končno naspala. Najbrž se bo skoraj vsaka ženska ali pa tudi moški prepoznal v tem, kako lepo je, ko enkrat, potem ko je otrok malo večji, celo noč prespiš, ne da bi te otrok zbudil. Ja. In prekinjen spanec prispeva k temu, da se težje soočamo s stresnimi situacijami čez dan. In ko se nabere toliko neprespanih noči, da ponoviva, normalno je, da se otrok hrani po noči in nekateri otroci se pogosto zbujajo, nekateri manj, pa ne govorimo, da so pridni ali manj pridni, tega termina jaz ne bi uporabljala. Te prekinjene noči so pomemben dejavnik, ki vplivajo na to, kako se potem mi soočamo s vsakodnevnimi izzivi. Dobro ste prej omenili, tista pomoč, ki jo družina in pa mati potrebuje v resnici, ker obisk cele družine naslednji dan, ko pride mama iz porodnišnice, verjetno ni tista pomoč, ki bi jo mama v tistem trenutku želela. Ali pač? Res je treba vprašati mamo in seveda tudi partnerja. Da bi cela družina prišla na obisk takoj po prihodu domov, to je redko dobrodošlo, morda pa kje je. Govorimo o tem, da dajmo postaviti mlado družino v središče in naj oni povedo, kaj je zanje najboljše. Nekateri pravijo, mi rabimo en tak čas, kar rečejo gnezdenja. In vam bomo sporočili, ko bi rekli, da bomo otroka predstavili malo širše. Nekateri so vajeni morda drugačnega načina življenja. Vsekakor pa ni na mestu, da oče in mama strežeta obiskom. Na to sem se spomnila, namreč drugič, ko sem bila v porodnišnici, je ena mama prav travmirala, moja cimra v sobi prav travmirala je, jutri pa pride moja cela družina v našo garsonjero in bojo pričakovali, da jim bom še stregla zraven. Ženska po porodu potrebuje čas, da telesno okreva, družina potrebuje čas, da spoznavajo eden drugega, vzpostavlja se dojenje oziroma učijo se hranjenja otroka. In spoštovanje matere, spoštovanje novorojenčka zahteva od nas neko novo senzibilnost. Prej smo se dotaknili težav v duševnem zdravju med nosečnostjo in po porodu. A so kakšni dejavniki, zaradi katerih ima ženska večjo možnost, recimo, da bo imela duševne težave v tem obdobju? Govoriva lahko o zunanjih in notranjih dejavnikih. Zunanji so žal, so med nami ženske, ki nimajo doma, ženske, ki živijo v zelo nezadovoljujočih partnerskih odnosih ali pa celo vlada nasilje v partnerstvu. So ženske, ki imajo že prej kakšne težave v duševnem zdravju. Vemo, da imajo tiste večje tveganje za pojav stisk v nosečnosti in po porodu. Obstajajo tudi ženske, ki imajo finančne težave na delovnem mestu. Seveda pa vse to lahko prispeva k temu, kako vstopamo v materinstvo. Niso vse nosečnosti zaželene. Lahko je ženska v dvomu, kako bo s njenim materinstvom, ko se bo otrok rodil. In vse to lahko bistveno vpliva na to, kakšno bo njeno počutje. Če govoriva o notranjih dejavnikih, sabo v starševstvo prinesemo naše osnovne vzorce. In včasih so nam v izrazito pomoč,
Včasih nam pa otežujejo postati mama ali oče, tako dober oče in tako dobra mama, kot si mi predstavljamo, da bi radi bili. Materinstva se učimo že takrat, ko smo bili dojenčki, kako je naša mama uživala ali ne uživala v materinstvu, kakšen odnos je bil med nama z mamo, kaj o materinstvu nasploh, kaj smo doživeli glede materinstva, ko smo odraščali, kaj si mislimo. Nekatere ženske še vedno odraščajo s sporočilom, da se je treba za otroka popolnoma žrtvovati ali pa da se je zaradi otroka treba odpovedati svojim drugim ciljem. In ti vzorci, ki niso funkcionalni, če jih imamo, prispevajo k temu, da se potem pojavijo težave v duševnem zdravju, v nosečnosti in po porodu. Seveda, kakšna razvojna travma bistveno vpliva na to, kako smo zmožni se soočiti s stresom, kar poveva. Postati mama in postati oče je stres, če tudi je pozitiven, je velik stres. Lahko bi rekli, da je to največja prelomnica v življenju odraslega. Prav gotovo, res se vse spremeni. In včasih rečejo, joj, ne govorite o tem tako na glas, bodo ljudje imeli potem težave pri odločanju za starševstvo. Jaz zagovarjam drugačen pristop. Jaz mislim, da je prav, da smo realni, da govorimo o takih in drugačnih pleteh starševstva, da imamo potem eno tako resnično podobo, kaj to pomeni, in se lahko na to tudi pripravimo. Da je to nekaj, kar bo od nas terjalo veliko, ampak je hkrati pa tudi zelo nagrajujoče. In vse vmes. Na tem mestu bi se res strinjala z vami. Jaz mislim, da se je treba o vseh pleteh materinstva, sploh zgodnjih mesecev, treba pogovarjati, ker mislim, da je ravno ta idealizacija materinstva v družbi, pa tudi nosečnosti, pa samega poroda, da pripelje do tega, da ženska od sebe pogosto preveč pričakuje. Poznam ženske, ki so mi rekle, ko smo se pogovarjali, so mi rekle, jaz pa nisem doživela tistega opevanega občutja največje sreče, ko se mi je otrok rodil. Pa ni bilo nič druga narobe, ne? Ta otrok in so se krivo počutile, še desetletja so se krivo zaradi tega počutile, da je slaba mama. Zaradi tega, ker pač njihov odziv v tistem trenutku ni zadostil tega, kar si je sama kar si je sama zadala, kar je sama pričakovala, da se bo to zgodilo, kar je pa itak posledica tega, da to pričakovanje ni samo po sebi prišlo, no. Je posledica neke idealizacije, ne? Z materinstvom je povezano ogromno mitov. In obstaja ta sodoben mit, ki prikazuje, da bo ženska s tem, ko bo rodila otroka, najbolj srečna na svetu in da je to nekaj, kar jo bo do konca izpolnilo. Nekatere ženske, ja, druge ženske ne. In vse te možnosti vmes so v redu. Dajmo si dovoliti, da smo najrazličnejše v svojih življenjskih potekih, v svojih življenjskih ciljih in dovolimo si, da je materinstvo ena izmed pomembnih dejavnosti, ki pa ne bo v popolnosti izpolnila našega smisla. In to občutenje povezave z otrokom, tega, da otroka vzljubimo, je del tega materinskega mita. Nekatere ženske se z otrokom tesno povežejo že v nosečnosti in takoj po porodu občutijo to preplavlja me je neskončna ljubezen. Nekatere ženske bodo svojega otroka vzljubile počasi, spoznavale počasi, vzljubile počasi. Zato, ker smo si zelo različne in nosimo v sebi različne
Preteklosti tudi. Preteklosti, ambicije. Včasih je kakšnim ženskam recimo težko sprejeti to tesno telesno povezanost, ki jo recimo predstavlja dojenje ali pa sama skrb za novorojenčka. Novorojenčki, vsaj večina, so najbolj zadovoljni, če so v tesnem stiku z nami. Nekaterim ženskam zaradi določenih preteklih izkušenj je tega telesnega stika kar malo preveč. In dobro je, da razumemo, da smo s tem, ko vstopamo v materinstvo, samo en majčken delček najrazličnejših možnih načinov, kako smo lahko matere. In je zelo spodbujen ženske, najdite svojo lastno pot v materinstvo. Človek ima v primerjavi z drugimi sesalci zmožnost, da se naveže tudi na potomca, ki ni njegov biološki otrok. Pravzaprav, da se malo popravim, celo nekateri sesalci so zmožni posvojiti pripadnika druge vrste, če smo malo bolj natančni. Ljubezen ima veliko obrazov. In ženskam, ki ne začutijo takoj te ljubezni do otroka, priporočam, otrok bo iz tega, kako ljubeče skrbite zanj, s tem, da ga spoštljivo vzamete v naročje, da se odzivate na njegova sporočila, kadar potrebuje vašo bližino, kadar potrebuje hrano ali nego, otrok bo začutil, da ste z njim povezani. In to je potem tisto, iz česar sklije ta materinska ljubezen. Zdaj sem se spomnila na še en mit, oziroma predpostavljam, če izhajam iz sebe, si mislim, da je to mit. Ali lahko svojo telesno bližino otroka razvadimo, dojenčka razvadimo? Nikakor ne. Ker tudi to pogosto slišimo. Joj, ga imaš pa skozi na rokah, se ga boš razvadila. Hvala, da ste to načeli. Če gledamo evolucijsko, rada povem to. Ženske smo dobro opremljeni z osnovnim biološkim vzorcem, da nosimo, rodimo svoje otroke. Otroci so dobro opremljeni za to, da se rodijo fiziološko. Kadar to ne gre, imamo medicino. In če razmišljamo o otrokovih potrebah takoj po rojstvu, do 1 leta, otrok potrebuje zelo preproste stvari in ne veliko opreme in materialnih okoliščin. Otrok potrebuje nas kot ljubeče odrasle osebe. To pomeni, da smo z otrokom povezani s tem, da se z njim pogovarjamo, da z njim oblikujemo prostor povezave. In telesna bližina je ena osnovnih potreb otroka. Če dobro pomisliva, če bi živeli v zelo preprostih okoliščinah in bi ženska rodila svojega otroka, recimo, da ne bi bilo niti strokovne pomoči, osnovna stvar je, kar bi naredila, da bi tega novorojenčka vzela k sebi. Zato, ker je čisto nevarno, evolucijsko nevarno pustiti otroka, recimo na tleh, kjer bi se rodil. In otroka, vonj naše kože, naš pogled, ritem našega srca, če govoriva o materi, ki ga je slišal že v nosečnosti, pomirja in mu sporoča, tukaj si, navaren si, dobrodošel si v tem svetu. Ta svet je tisti, kjer boš lahko rastel in cvetel. Seveda tudi očetova bližina ali pa bližina katerega od stalnejših drugih odraslih je pomembna, da ne govorim o seveda sorojencih, ki so tudi pomembni, celo tega še malo razširiti, celo morda domače živali. To je vse. Torej, otrok je usmerjen v živa bitja, ne pa v predmete. In otroka ne boste razvadili, če ga boste imeli veliko v naročju. Nasprotno, s tem boste podprli njegov dober razvoj. Dobil bo dobre temelje za razvijanje odnosov naprej. Zato je tudi tako pomembno, kaj se zgodi takoj po rojstvu. Prej sva govorili o idealizaciji, zdaj pa je malo realnost.
kaj realno lahko ženska pričakuje tekom nosečnosti, tekom poroda in po porodu. Govorim o fizioloških spremembah. Pa tudi to mogoče. Prej smo govorili o hujšanju. Ne? Ženska se mogoče lahko navidezno vrne v staro kožo, ampak njeno telo ne bo več nikoli enako, ne? Kot je bilo pred porodom. Ko zanosimo, se ne spremeni zgolj naše telo, ki daje prostor novemu bitju, ampak se spremeni naš družbeni status, morda to vpliva na spremembo naše kariere, morda postanemo bolj finančno odvisni. Kako se odzivamo na priložnosti, naprimer v življenju, spolnost na življenje se lahko spremeni, morda zaradi nas, morda zaradi doživljanja partnerja. Gre za tako velike spremembe, da jih je težko zajeti tako zelo na hitro. In glede na način, kako običajno ženske svoje telo razumemo, češ da ga je treba urediti, da ga je treba kontrolirati, kako smo videti, če govorimo v primerjavi z moškimi. Morda je to res priložnost, da začnemo drugače razumevati, kaj naše telo je in ga mogoče na drug način se naučiti imeti rada. Lahko pričakujemo, da naše telo ne bo več enako. Ampak se tudi ne bo enako pri mojih letih, ni enako kot takrat, ko sem bila stara 20 let. Ne glede na to, ali sem mama ali nisem. Jaz mislim, da je dobro razumeti, da se še premalo poudarja, ta ženska prijaznost do nas samih. Še vedno, v bistvu, se strinjam z vami, prijaznost do nas samih, ampak tudi v bistvu prijaznost drugih do nas samih. Zaradi tega, ker recimo tista ženska, ki zgubi dosti kilogramov po porodu, hitro, jo pa tudi gledajo, češ, ti si pa kar tako hitro zgubila kilograme. Kakšna pa si? Ali si presuha, ne boš imela dovolj maščobe za mleko? Se mi zdi, da v bistvu smo pod nekim stalnim pritiskom, kaj bi moglo biti z nami, kakšne bi mogle biti, ne glede na to, v kakšnem življenjskem obdobju smo. Ampak najhuje pa to, da se to zgodi v tistem obdobju, ko smo najbolj ranljive. Ne? To je dobro opozorilo družbi, da je treba začeti drugače razmišljati o ženskah in njeni vrednosti. Ker nam vrednosti ne daje naš izgled, saj prav bi bilo, da nam ga ne daje. In to, kar opisujete, je resnično velik problem, ki vpliva na to, kako se tudi ženske počutijo. Da je del naše identitete pozitivne, to, kako smo videti, je velik problem. Mogoče je to že tema za enega od prihodnjih pogovorov. Kaj bi vsaki ženski svetovali v času nosečnosti? Oziroma, kaj bi mogoče svetovali sami sebi, ko ste bili noseči? To je res izjemno obdobje. Večina izmed nas ga ne doživi velikokrat. Pred zanositvijo poskrbite, da boste v dobri telesni kondiciji in duševni kondiciji. Poskrbite za okoliščine, da boste lahko nosečnost in zgodnje dojenčkovo obdobje lahko preživeli v miru in se mu posvetile, kolikor vam srce da. Doktorica Draglin, hvala za ta pogovor. V resnici bi si želela, da bi lahko sama poslušala podcast, tale najin pogovor, še preden sem postala mama. Vam, poslušalkam in poslušalcem, pa hvala za pozornost. Do naslednjič.